ki je pogostokrat prisoten na delovnem mestu, lahko vpliva na posameznika na različne načine. Lahko govorimo o stresu, ki je prisoten v manjši količini in na posameznika vpliva koristno, lahko pa govorimo o negativnem stresu, ki posamezniku onemogoča umiritev, ohromi njegovo delovanje in lahko celo pripelje do resnejših zdravstvenih težav. Kadar govorimo o pozitivnem stresu, je posameznik motiviran za premagovanje določenih izzivov in nalog, kljub občutkom manjše negotovosti in strahu. Gre za to, da se takrat v naših možganih aktivirajo procesi, ki poskrbijo, da se pripravimo na oviro, ki jo imamo pred seboj in jo tudi uspešno rešimo. Ker pa se vsi zavedamo, da je stres pogostokrat prisoten v večji količini in ima lahko na posameznika zelo negativne posledice, je pomembno, da se znamo s takšno situacijo tudi spopasti. Naše telo v stresni situaciji lahko dolgotrajno ali kratkotrajno vztraja v izrednem stanju, kar pa lahko vpliva na naše delovanje. Stres na delovnem mestu se kaže predvsem kot zmanjšana produktivnost, kar pa se odraža tudi na slabših delovnih rezultatih. Prekomeren stres lahko sicer vpliva na boljše rezultate, ampak se pri takih posameznikih posledice stresa ponavadi pokažejo drugje, kot na primer zmanjšan apetit, nespečnost ali konflikti v zasebnem življenju. Delavci, ki so s stresom preobremenjeni, lahko vplivajo na delovanje celotnega kolektiva. Delodajalci bi morali v takšnih situacijah svojim zaposlenim pomagati z ustreznimi strategijami za preprečitev razvoja stresa. Odpravljanje negativnega stresa lahko v okolje prinese boljše delovne rezultate, hkrati pa se s tem spremeni tudi celotna klima v delovnem okolju. Ljudje se soočamo s stresorji na različne načine. Nekateri se zaradi stresa počutijo negotove, šibke in preobremenjene, kar lahko pripelje do slabšega fizičnega in psihičnega počutja. Spet drugi se želijo ob stresnih situacijah delu izogniti in svojo pozornost usmerijo drugam. Nekateri pa so zmožni v stresni situaciji odreagirati tako, da spremenijo razmere okoli sebe in izboljšajo celotno stanje na delovnem mestu. Joj, Veronika, toliko sem pod stresom, jaz ta služba pač ne vem, kako bom zmogla. Pač šef nam nalaga delo, to je... Pričakuje, da bomo v enem mesecu naredile za pol leta dela. In jaz ne vem, kako bomo mi to sploh sfolgale. Res, najraje bi kar dala odpoved, čist realno. Ok, štekam, da si ful pod stresom in vse, ampak lej, bova našla ena rešitev. Ok, lej, jaz sem eno zgodbo, moje fanke, ampak to je meni enkrat moja mami povedala, pa mi je ful pomagala, tako da mogoče bo tudi tebi. Ok, dobro, začne se pa tako. Imamo 3 sestavine, se pravi imaš korenje, jajce in kavo. In imaš 3 lonce vrele vode. In daš v vsak ta lonec eno sestavino. Najprej daš noter korenje, potem daš v drug lonc jajce in potem v tretji lonc daš še kavo. Ok, kaj se zgodi s korenjem? Korenje rata krhko, šibko. Jajce. Jajce rata trdo. Ja. In kaj se zgodi s kavo? Kava rata pa taka aromatična, užitna, pitna. Ja. Ampak Veronika, zakaj mi to govoriš? Ok, bomo prišli k bistvu. Ok, najprej korenje. Korenje je tak trden, neupogljiv in pol, ko ga daš v vodo, rata pa tak mehek, šibek. In to se zgodi lahko tudi s tabo pod stresom. Pa imaš jajce. Jajce je najprej ful mehko, pa v bistvu rata trdno. In to se tudi s tabo lahko zgodi pod stresom, da rataš ful trda, odrezava, nesramna tudi celo do okolja. Pol imaš pa kavo, ki pa čist zašifta dejansko, pač ona spremeni vodo in ti lahko tudi dejansko ta stres premagaš na en tak ful funkcionalen način in daš pozitivno energijo v okolje. To si tudi jaz zmeri pravim. Tako, če sem res na robu živčnega zloma in se tresem in sem tako, ok, lej pač, vsako situacijo se da premagati. Ja. Bom probala v službi to prakticirati, da se odzovem na tak način, ki bo funkcionalen. Exactly. Jej, hvala ti. Za tej. Joj, dela imamo res zelo veliko, ampak če si bi sodelavko delo razdelile, potem bi nama dejansko lahko uspelo v enem tednu. Kaj že rekla Veronika glede 3 različnih odzivov na stres? Kaj me sploh še naredi? Meni to res ne bo uspelo, niti s pomočjo sodelavke ne.
Ma veš kaj, ne se kdo drug s tem ukvarja, meni se ne da. Ne bom jaz izgubljala svojih živcev zaradi te službe. Ok, dela je sicer velik, ampak mislim, da vem, kaj moram narediti, da se bomo vsi v službi boljš počutili. Ja, ni problema, bom uredila. Čau. Pač katastrofa, ne? Glej, jaz sem ti zdaj prinesla eno kavo, da se malo tudi pomiriš. Hvala. Sploh veš, koliko sem zdaj tole rabila. Pomagam. Ja, pač jaz sem tudi tako pod stresom, da se mi zdi, da pač glede na to, koliko je dela. Jaz sem malo sprostila, Ja, že na ne. cajtaj, ker drugače Ja, ne valjda. bi preživela. Ker še lahko jaz tebi kavico skuham, pa se dobiva, gremo na kosilce. Lahko gremo na kosilo. Super, ok, čau. Kako pa v stresnih situacijah reagiraš ti? Kot korenje, jajce ali kava?